V Osrednji knjižnici Celje so predstavili knjigo Mozaik tišine, v kateri je zbrana poezija 3 gluhih in naglušnih avtoric. Pri pisanju jim je pomagala mentorica Katja Gorečan, ki se je pri delu z gluhimi in naglušnimi najprej oprla na pisanje drugih avtorjev, da je pesnicam približala umetniško pisanje. Tako da smo na primer brali pesmi Borisa A. Novaka, perzijskega pesnika Hafiza, potem Menarta in Cirila Zlobca, ki vsi govorijo o nekih zelo tudi težkih preizkušnjah življenjskih, in to se mi je zdelo na nek način, da jim lahko tudi da nek poriv v to, da same začnejo to izražati, ampak ne samo težkih stvari, ampak tudi lepe stvari, ki pridejo potem iz tega. Ilustracije za knjigo so narisali dijaki 3. letnika Umetniške gimnazije likovne smeri iz Gimnazije Celje Center pod mentorstvom Andreje Đakušić in Maje Rak. Tudi zanje je bil izziv, da so lahko pobliže spoznali svet tišine, ki so jo avtorice želele predstaviti v knjigi. Seveda, to je bila prav posebna naloga, ki je v bistvu omogočala tudi razgovor o gluhosti in svetu, ki nam v bistvu ni tako blizu, in je odpirala v bistvu tudi zelo veliko nekih vprašanj in razumevanja drugačnih. Pravzaprav tega nisem, na začetku nisem ciljena na to, da bomo pač izdali knjigo, ker mi je bil bolj pomemben proces, ne toliko kot nek končni izdelek. Se pravi, kako se udeleženke počutijo med samim pisanjem. To, kar je potem izdelek prišel ven, je v bistvu še neka pač češnja na tortici, da smo dejansko izdale. Povprašali smo tudi avtorice, kako se počutijo ob izidu svoje knjige. Utrujena. Prvi vrsti je utrujena, ker to je bil dolg proces, dolgo je trajalo in veliko stvari sem se morala na novo naučiti, veliko ljudi je tudi sodelovalo in predvsem sem pa tudi hvaležna zaradi tega, ker brez ljudi, ki so bili tukaj, brez take podpore, kot smo imeli v društvu, pa tudi z našimi člani in tudi za Gimnazijo Celje Center, pa Osrednje knjižnice Celje, takega projekta nam sigurno ne bi uspelo izpeljati. Hkrati pa tudi sem po eni strani bila sem zelo živčna, ker nisem vedela, kako bo pravzaprav s to knjigo se izšlo. Torej, zdaj se mi je pravzaprav kar vdahnilo, tako da je to. Zanimivo. Poslušali ste mojo pesem Pričakovanja, kjer pišem, da se je treba cilje zastavljati in zastavljanje cilje zapisati in terminsko določiti, kdaj se bojo stvari realizirale. Jaz sem si dejansko takrat, leta 2019, napisala, da bom čez 2 leti izdala drugo knjigo. In v bistvu je zdaj to rezultat tistih mojih pričakovanj oziroma ciljev, ki sem si jih takrat napisala. In sem hvaležna, res. Nisem pričakovala, zakaj se bo sploh šlo, tako sem že prej povedala, tudi pač, da si zapolnim čas z nečim neznanim, mogoče pa bo kaj lepega iz tega. Sem bolj kratka, ampak rečejo včasih kratko pa jedrnato, ne. Malo je bilo težko, ampak zato pa sem tudi bolj krajše. Tako dobro, da je to čilo, da se to upira, da je to čilo, da se to upira.
Knjiga Mozaik tišine je že na voljo v Osrednji knjižnici Celje, kjer si knjigo lahko izposodite ali pridete pokukat vanjo.